Verjetno se jih ne bo več toliko na cesti, zato ker... Až to je... Doran, ravno kar se vozim skozi Rafovče, to je tukaj bliz Lukovce, pa pol Rova, na koncu me čaka pa Mengeš. Zatem skočimo pa še v Stanežiče, tam bo pa Jure Plut iz avtoličarstva Plut. Ja se spomniš tudi tisti vlog, ker sem takrat super poprasku. V glavnem, moj avto bo, zaščitili ga bomo, no. Spredi pa še na parih drugih koncih bomo nanesli Anženko Protect, to je na vrsta alternativa klasični foliji, s katero se mingrede ukvarja pa Klemen. Zdaj pa caj, da ti pokažem avto, v katerem se vozim, čisto hitro ga boš videl, ampak se ga pa lotimo, prav. Pismo, eden najbolj zabavnih, a pa dajmo reči prijetnih avtomobilov, kar sem jih imel priložnost ta let voziti. Tak lušten, mehen falot. Veliko bolj športno v osnovi, kot sem pravzaprav pričakoval, ampak več o tem pol. Če najprej obvezno pogledamo. Aha. A45 AMG, opasen, lušten spoiler. Evo ga. Stari, a niso hude? Tako, ko zgleda vse skupaj zelo raztrgan, ne? Kako bomo pol to mi dol spravili? Evo ga, brat je pripelil. To je to! Letemo! A veš, zdaj pa jaz ne vem, ta človek namenoma to naredi, ko jaz pridem, a izmeri tako, Jure Ošti povedal. A veš, fora je v tem, da kadarkoli pridem, so same beštije na dvorišču. Lej, Ivanov Ropotaz s Subijem. Pol je Svarun v letu z M4, na drugi strani imamo, a vidiš ta B, vemo koliko je ura, ne? To se pravi G-Class. Z Brabus predelavo načeloma mi je všeč, ampak tole mi je pa vse malo over the top, da boš pa še na kluke Brabus, come on. Pol pa pravzaprav najljubši BMW M v moji knjigi, za katerega trdim, da se tudi daleč najlepš pele. Lej, to je pa BMW M2 Competition. Ta avto je pa takšna poezija, da me enkoli v lifeu noš prepričal, da se je bolj fajn voziti z M3, M4, M6, M8, lej, pozab to. To je tisti, ki ti tam, ki je vse skupaj malo bolj vigel-vagel, ki prije do ceste največ da. 100%. No, pa prijemo do enega avtomobila, ki je prav tako zelo poseben, tudi zato, ki je moj. O, dober dan. No, smo pa tebe malo zrihtali, kaj pa ta zaklad, stari, le to. Aha, vidiš te elegantne linije? Tole je pa Pagoda. Mercedes-Benz SL, ne vem kakšna mašina ga bo poganjala, predvidevam, da 6-valjnik. Jaz sem že mislil, sem zunaj vse videl. Daj mi ga pokaž, no. O, stari Mursi. Ne, no. To pa je big. A veš, da to je v bistvu ta zadnji, ta prav Lamborghini. Motor imaš 15 cm za glavo. A ni hudno. Jure celo prav, pa tega podatka res nisem vedel, da je bilo Mursio Roadsterjev narejenih sam 800. Verjetno se jih ne bo več toliko na cesti, zato ker... Až to je... Lak je poštiman, ker se veš, preden karkoli naneseš na lak, kakršnokoli zaščito, mora biti tip-top. Da ne bom vedno jaz razlagal, kaj se dogaja, kaj boste naredili oziroma kako bo RAV na sprednjem delu predvsem zaščiten. Razdelali bomo odbijač, havbo, lučke, spravo izpucali, očistili, dali v komoro in nanesali pač 200-300 mikronov zaščite. Prvi konci so najbolj itak na udaru proti kamenčkam, pač v parih letih je prvi konc čist peskan. Skratka, avto bo dobil Anženko zaščito prednjega konca, zaščitem bo odbijač, oba žarometa pa havbo. Če bi se pa odločil, imaš pa lahko spekter barv, kar ti Google najde. Vse lahko namešamo. Tako, če zelo poenostavim, ne, zaščitil bom sprednji del, zato ker če avto voziš veliko po avtocesti, ne pozabi, jaz sem na relaciji Ljubljana-Maribor in obratno praktično vsak dan, je to že fajn stvar imeti. Ok, zdaj pa končno i20, mimogrede, jaz sem že nazaj v Mariboru, tukaj pod Pohorjem, drugače pa i20 tak precej zašiljen patron, a ni? Oster šarf. Predvsem spredi je oranj špičast, zadaj. A veš, tukaj ima pa nekaj, kar zgleda kot trak luči čez celoten zadek, čeprav so v resnici luči samo tukaj na skrajnih koncih. Tole vmes je samo rdeča plastika, ampak zgleda pa dobro. Dolg je drobišče 4 metre, tako kot večina tekmecev, na čelu z Polotom, Fiesto, Cliom in ostalim. In zdaj, ko z obliko tako jasno cilja na športnost, ni nič čudenega, da je tudi 3 cm širši, kar ni mal,
pa tudi 2 cm nižji. Pa medosna razdalja je glede na dolžino avtomobila precej bogato odmerjena in če bi moral na uč sklepati, nisem šel meriti, je placa tukaj v drugi vrsti več kot v večini tekmecev. Kabina je izdatno, ne pa povsem digitalizirana, kar bo mrskomu všeč. Vmesnik sem pohvalil že Pertusonu. Pa tukaj le spodaj imaš klasična stikala, s katerimi upravljaš predvsem s klimatsko napravo. Pa imamo digitalno instrumentno ploščo, katere merilniki so, lepo izgledajo, ampak moram reči, da za moj okus, glede na športni karakter avtomobila, da so malo preveč elegantni. Jaz, ko sem se prvič v to kabino usedel in sem jih zagledal, je iz mene izstrelil Chrysler 300C. Stari, jaz sem tisti avto testiral, ne vem, kdaj je bilo, 2.5, 2.6 in sem se takoj spomnil na, zato ker, evo primerjavo. Tole je Hyundai i20, dober si jih oglej. A ni dosti podoben, no, ko se človek spomne enih reči. Z materiali pa s kakovostjo kabine je tako, da so bistveno boljši, kot so bili. Še vedno je kar nekaj trde plastike, ampak če ne drugega je oblikovana precej atraktivno. Govorim o tem, predvsem o plastiki na sprednjih vratih, pa tudi na armaturni plošči. Vse skupaj ni precej elegantno, je pa zelo živahno. Všeč mi je tudi, da sedim precej nizko, če si tega želim, ker je valjda v skladu s karakterjem tega avta. Ima tudi glasovno upravljanje, razume čist par preprostih fraz, v angleščini sicer ni izjemno napredno, je pa lahko koristno. Recimo, Please say a command. Is it going to rain? Currently it is most likely not raining in Maribor. The temperature is 19 degrees with strong southwesterly winds. I'm cold. Sorry, please repeat your last command. Turn on the air conditioning. Sorry, please repeat your last command, loudly and slowly. Turn off the air conditioning. Sorry, there is too much background noise. Odkje? Poganja ga 1.0 motor, 88 kW, nekaj maga ima tudi štoroma, zato ker je pravzaprav blagi hibrid, ki skrbi za večino električnih porabnikov, je precej pameten, zna tudi jadrati in v grobem ti zna ta blago hibridno tehnologija prišparati do 3, dajmo reči 4% goriva. A je pa povprečna poraba, ta je bila med 5 pa 6 litrov, če sem se lepo obnašal, lahko je šlo tudi nižji, zdaj imam pa recimo 6-7, ampak to tudi zato, ker so šla malo bolj na šarf. Pa še ena stvar, ki bi rad pohvalil, za Jurija 200 lahko dokupaš avtomatski menjalnik, za katerega moram reči, da se obnaša, dajmo reči, dostojno, ni precej športen. V bistvu z obliko pa pojavnostjo te ročice je totalno odstopal od nekih vse sodobnejših trendov, ampak enako dela pa tudi s klasično ročno. Jaz moram reči, da je to detalj, zdaj smo že malo nostalgični, ki mi je všeč, marsikomu pa verjetno že ne bo, ne. Se folk že navaja na to, da narediš sam tik. S kufrom je pa tako, v tem trenutku imam polnega, ampak mogoče še celo boljš, pogled, prostor je za 351 do 352 litrov. V tem trenutku sem ga nafilu z ruzak, škatla, supergi, še en ruzak, 2 paketa tistih, v glavnem mlek, no. V bistvu placa točno to, kakor bi ga od avta tega segmenta pričakoval. Vesel sem tudi, da se s cesto razmeroma dobro razume, je precej natančen, lahkotno vodljiv, ni izrazito športen, obenem je pa tudi povsem zadost udoben. Ima tudi različne vozne programe, moram priznati, da sem tokrat bolj pogosto kot sicer uporabljal športen program, ker ponovadi se iz teh stvari jih bolj primer pustim, ker razlike običajno niso zelo izrazite. Tukaj pa motor, menjalnik dobita čist drug karakter, pa še vsake toliko časa. Predvsem hvalim odzivnost pametnega tempomata, predvsem pa sistema, ki zadržuje avto znotraj voznega pasu, če nisi pozoren. Seveda prepozna tudi pešce, kolesarje in tako naprej. Skratka, vse to, kar sodobni avtomobili skoraj ne glede na velikost že skoraj morajo vedeti pa znati. Zdaj pa, če mi je šlo kaj na jetra, ne? Ena podrobnost pa res. Veš, o čem je fora? Imaš uno tipko za odklent oziroma zaklent kabino, ki se tokrat nahaja tukaj na sredini armaturne plošče. Ampak dostikrat se zgodi, da ti avto odpreš, ga zapustiš, pa se spomniš pismo, nekaj bi še iz kufra vzel in pa če si že enkrat pripeljal, pa ti motor še lafa, bi rad samo otroka odložil, pa nekaj na hitro ven vzel iz kufra, bi bilo bolj fajn pa uporabno, da mogoče tipka tukaj nekje, ne pa da moraš pa, aha, si res, oh shit, moram sem, pa moram tukaj stisniti, veš. Pa še ena stvar se mi zdi dosti češka, bi bil že cajt, da ni samo voznikova šipa tista, ki gre gor pa dol avtomatsko, ne. Ker vse ostale moraš pa prst držati na tipki. Ampak jaz tako pravim, če sta to najhujši zameri, ki jih imamo v povezavi z i20, pa se mi zdi, da je Hyundai kar dobro upravil svoj del. Avto so popolnoma predrugačili iz ene na drugo generacijo, dosti pametnejši, bolj kakovostno narejen, lepši se pelje, da ne govorim, da prejšnji s športnostjo, ni vedel, kaj je sploh to. Pri tem je pa vse skupaj malo drugače. To je to. Sej sem dosti povedal za danes. Veliko stvari se je zgodilo. Lepo se mej. Ajde.